Midva pa sva zdajle v Continentalovem skladišču, kjer je kapaciteta 120 tisoč pnevmatik. Dejansko je tole za celotno regijo in s polnim lahko obujajo 30 tisoč avtomobilov. Zdajle je notri približno 70 tisoč gum, kar pomeni, da lahko obujajo dobrih 17 tisoč avtomobilov. Sicer pa je površina dobrih 9 tisoč kvadratnih metrov, lahko pa tudi vidite, da so gume postavljene ful visoko, kar pomeni, da ne glede na to, kak avto imate in kak nenormalne dimenzije, tule noter bojo gume za vaš avto ziher našli. No pa, ko si že glih pri mesu celoletne, ne, ti imaš zdajle eno kratko temo glih o temle, ne? Pol bo pa Matej predstavil še čist novega, čist svežega, najnovejšega BMW X1. Pa kaj se brišeš mene? Če imamo malo, ja, to ne gre. Kaj ne gre? V vrtcu je vedno šlo. Zadnjič smo spet dobili zanimivo vprašanje, če priporočamo celoletne pnevmatike za nekoga, ki živi v Kranju in letno prevozi okrog 8000 km. Nisem bil jaz, ker jaz sem iz okolice Kranja, s svojim avtom pa prevozim približno pol toliko kilometrov. Imam pa letne in zimske pnevmatike. No, ampak njega je zanimalo, če lahko namesto tega ima kar celoletne. Celoletne pnevmatike so sicer dokaj specifične, ampak so lahko definitivno dobra izbira za določene voznike, predvsem voznike, ki letno ne delajo prevelikega števila kilometrov in voznike, ki živijo na področjih z nekoliko bolj milimi podnebji, predvsem kar se tiče zim, bi pa definitivno odsvetoval uporabo celoletnih pnevmatik voznikom bolj športnih vozil. Ko pa govorimo o karakteristikah, sploh če primerjamo z letnimi in zimskimi pnevmatikami, pa je večinoma vse odvisno od tega, kakšne so zime in kakšna so poletja. Recimo, vsak uporabnik dobro ve, da ko sneg po beli cesti, sploh če ga na cestah veliko, se še zimska pnevmatika konkretno namuči z oprijemom. Ja, očitno tudi sam nisem 100% Gorenc, ker bi lahko imel celoletne pnevmatike, sploh glede na majhno število kilometrov, ki jih prevozim. Predvsem pa kilometrov blizu doma, ne pa nekje v hribih, kjer je zaželena vsaka dodatna trohica oprijema.